Filmski projektor je čarobna naprava, ki nam na platno kinodvorane pričara gibajočo filmsko podobo. Vendar pa tehnologija predvajanja filmov na filmskem traku ni tako preprosta, kot je pritisk gumba play pri večini digitalnih projekcij. Poglejmo torej v notranjost filmskega projektorja ter spoznajmo mehanizme in tehnologijo, ki prelisičijo naš ter mirujoče slike na filmskem traku pretvorijo v gibajoče podobe. Najbolj razširjen format filmov, povezan s klasično kinematografsko izkušnjo, je 35 mm. Poleg tega sta bolj prepoznavna in razširjena še formata 16 in 8 mm. Vsak od različnih formatov filmskega traku zahteva tudi poseben projektor za predvajanje. Čeprav poznamo veliko različnih modelov filmskih projektorjev iz različnih časovnih obdobij, pa praktično vsi temeljijo na identični tehnologiji in principu delovanja. Podrobneje bomo spoznali in predstavili delovanje in tehnologijo filmskega projektorja za 35 mm filmski trak. Osnovni sestavni deli filmskega projektorja so stojalo ali podnožje projektorja, prostor za žarnico, izpušna cev. Večinoma se na vrhu in na spodnjem delu projektorja nahajata zgornji in spodnji kolut. Z zgornjega koluta se filmski trak odvija ter se znova navija na spodnjega. Med zgornjim in spodnjim kolutom projektorja se nahaja ključni mehanizem, to je glava projektorja. Ta ima ločena dva bistvena dela. Prvega, ki je namenjen branju slikovnega zapisa, drugi del pa je namenjen branju zvočnega zapisa. Glavo projektorja sestavljajo še naslednji ključni deli: zobniki projektorja ter ščitniki, valjčki za pomikanje traku, okence projektorja, kamor namestimo masko, in prekinitveni zobnik, ki je povezan z malteškim križem, pred glavo projektorja pa dodatno namestimo še objektiv. Za pravilno in gladko delovanje filmskega projektorja je potrebno usklajeno delovanje vseh teh različnih mehanizmov, ki se znotraj filmskega projektorja povežejo v sinhrono simfonijo tehnike in umetnosti. Predvsem pa moramo poudariti usklajeno delovanje treh ključnih elementov, ki omogočajo uspešno filmsko projekcijo. To so delovanje malteškega križa, ki skrbi za premikanje in ustavljanje filmskega traku v okencu projektorja, torej omogoča sunkovito gibanje traku. Delovanje zaslonke, ki to sunkovito gibanje prikrije gledalcu in poveča frekvenco utripanja slike. Na koncu pa še zvočni senzor, ki prebere zvočno sled, zapisano na filmskem traku. Vendar pa vsa ta tehnologija in sinhronost mehanizmov ne pomenita nič, če naš projektor nima zadostnega vira svetlobe. Danes nam lahko to izjemno količino svetlobe zagotovijo ksenonske žarnice. Nekoč pa so za ta namen uporabljali električno obločnico. Šlo je za dve ogljeni paličici, skozi kateri je tekel električni tok. Če obločnici odmaknemo le za nekaj milimetrov, bodo pričeli segreti ognjeni drobci med obema konicama goreti v obliki obločnega plamena z močnim belim žarom. Močno svetlobo, ki jo zagotovi žarnica ali električna obločnica, bo posebno zrcalo usmerilo v smeri projektorjevega okenca in naprej do objektiva. Prikazovanje osvetljene mirujoče slike se je v človeški zgodovini pojavilo že mnogo pred izumom filma in filmske projekcije. Prvi primer tega je bila kamera obscura, ki se je kot tehnologija prikazovanja podob pojavila že v drugi polovici 16. stoletja. V 19. stoletju se je razvoj tehnologije nadaljeval z laterno magiko,
in v 20. stoletju z diaprojektorjem. Pri vseh teh tehnologijah gre za enako sosledje. Močan vir svetlobe osvetli sličico, ki je obrnjena na glavo, ta gre skozi objektiv, ki sliko izostri in jo pravilno obrne na platno. Pri filmskem projektorju svetlobni žarki prodirajo skozi film na svetlejših mestih močneje in na temnejših šibkeje. Objektiv, ki je običajno sestavljen iz 4 leč, pa te žarke združi, obrne sliko ter vrže na platno lepo, ostro podobo. Ustavimo se še pri človeškem fenomenu, ki nam hitro sosledje mirujočih podob pretvori v gibanje. Ta pojav imenujemo vztrajnost vida. Različne optične iluzije so znanstvenike privedle do odkritja vztrajnosti vida, daljšega trajanja vidne percepcije od samega fizičnega dražljaja. Gre za fiziološki fenomen, na katerem temelji tudi filmska oziroma kinematografska podoba. Fenomen omogoča spajanje migajočih zaporedno nanizanih statičnih sličic v kontinuirano povezano gibanje. Človeško oko zaznava gibanje, če se pred njim zvrsti niz rahlo različnih slik v naglem zaporedju. To gibanje mora dosegati najmanj 16 slik v sekundi. Pri vsaki sliki se oko spominja prejšnje in če se slike razlikujejo med seboj le za malenkostne odlomke giba, bodo te mrtve slike videli žive. Zdaj pa se podrobneje posvetimo sinhronemu delovanju zaslonke in malteškega križa v glavi projektorja ter poglejmo, zakaj je njuna funkcija bistvena za kakovostno predvajanje filma. Če bi namreč filmski trak skozi snop svetlobe pri filmskem okencu potoval enakomerno, bi na platnu dobili le grd zmazek. Filmski trak mora zato skozi snop svetlobe potovati skokoma oziroma sunkovito. V trenutkih, ko miruje, posveti skozen svetlobni tok, kadar pa skoči za eno sliko naprej, vrtljiva zaslonka svetlobni tok prekine, torej film ni osvetljen. Opisana igra se ponavlja vsako sekundo 24krat. Da utripanja ne opazimo, je treba povečati frekvenco utripanja slike. Frekvenco povečamo z uporabo vrtljive dvokrake zaslonke. Eno krilo zaslonke prekinja svetlobo, kadar film skoči za eno sliko naprej, drugo krilo pa prekinja svetlobni snop, medtem ko film miruje. Gibanje filma je bistveno povezano z vrtenjem zaslonke. Tako mora biti mehanizem za sunkovit premik filma neločljivo povezan z osjo zaslonke. Vrtljiva zaslonka se vrti povsem enakomerno, pomembno pa je, da je njena pritrditev na os izvedena tako, da jo lahko uravnamo z neenakomernim gibanjem filma. Potrebujemo torej mehanizem, ki bo film vodil skokoma v kratkih sunkih. Ta mehanizem pa imenujemo malteški križ. V krivini malteškega križa drsi obod vodilnega obroča, ki se vrti enakomerno. Vodilni obroč ima ob strani trdno vpet čep, ki se oprime v razporo malteškega križa v trenutku, ko rob izrezanega oboda prekorači polovico krivine križa. Vodilni obroč se v času ene periode zasuče za polni kot 360 stopinj, medtem ko se je malteški križ premaknil le za četrtinko polnega obrata. Ker torej zasuk križa za eno četrtinko obrata pomeni skok za eno sliko, mora biti pri 4-krakem malteškem križu zobato kolo za pomik filma tako veliko, da se na njegovem obodu razvrstijo 4 slike. Ker ima film širine 35 mm po 4 luknjice na vsaki strani na dolžino ene slike, mora imeti zobato kolo za pomik filma na vsaki strani 4x4, torej 16 zob. Ko je filmski trak prešel v sunkovito gibanje skozi okence projektorja, se preko spodnje zanke in zobnikov projektorja kasneje ponovno enakomerno premika proti čitalcu zvočnega zapisa. Zvočni zapis najdemo na 2 mm širokem pasu na filmskem traku,
Pri večini filmov je razširjen optični zapis zvoka, novejše produkcije pa uporabljajo digitalni zapis. Ker je analogni zvočni posnetek natisnjen določeno število sličic pred prikazano sliko, ga je mogoče neprekinjeno brati, zvok in slika pa bosta sinhrona. Optični zvočni zapis zazna fotocelica znotraj čitalca zvoka, zvočni pas na filmu nam osvetljuje tonska žarnica, ki jo napaja enosmerni tok iz zvočnega usmernika. Fotocelica pretvori pulzirajočo svetlobo, ki je usmerjena na optični zvočni zapis, v šibke električne impulze, ti pa potujejo do predojačevalca in nato glavnega ojačevalca zvoka ter končno do zvočnikov v dvorani. Ob sinhronem delovanju vseh teh zapletenih in večplastnih mehanizmov je kinodvorana napolnjena z magijo zvoka in slike v obliki filma.